Vstop v sodobno dnevno sobo mesta, mestno knjižnico Kranj, je od leta 2011 spremljal zid, ki mu je manjkal pravi pečat. Da bi bil celoten izgled kulturnega središča Kranja popoln, sta svoje zamisli in ideje knjižnica in mestna občina Kranj združili z Lajerjevo hišo umetnikov. Na otvoritvi poslikanega zidu pred knjižnico zgodbe o Škratu in stolpu Škrlovcu, ki jo že kar nekaj časa lahko občudujete tule. Hvala vsem, ki ste prišli, tistim, ki ste tu z namenom, tistim, ki ste prišli samo mimo in še posebej hvala gospodu županu. Mislim, da je bilo aprila ali pa maja letošnjega leta, je bil dan, ko je meni prekipelo in sem poklical direktorico občinske uprave, da se tukaj nariše en strip in imeli smo še to srečo, da je gospod Potočnik sprejel in pripravil tudi eno čudovito zgodbo, ki je povezana s Kranjem, ki je povezana s prihodnostjo, ki ima neko vizijo. V lanskem letu smo Aleksandra Potočnika gostili na umetniški rezidenci Hiša ilustracij, ki jo vsakoletno pripravljamo v Lajerjevi hiši. Povabimo 3 ilustratorje, da preživijo en teden v rezidencah in dobijo svoj atelje. Ta atelje je obrnjen proti stolpu Škrlovec. In Aleksander je sedel noter en teden in v tistem tednu na sliku zgodbo, kako mali palček ukrade stolp Škrlovec. Skrajno absurdna zgodba, da nekdo, ki je majhen ukrade nekako veliko kakšen stolp. Naslednji korak je bil pa seveda interpretacija zgodbe iz različnih časovnih perspektiv. To zapravo enkrat govorimo iz neke prihodnosti, enkrat govorimo iz preteklosti. S tem, da tule, kar sicer verjetno ni opazno, ampak v bistvu sem naredil en tak obrat, torej to, kar se zdi, da je znanstvena fantastika, bi nekako korespondiralo v pravi zgodovini rimskemu obdobju, in to, kar se tu zdi, da je preteklost, pravzaprav je srednji vek, to se pravi, da se ena zgodba dogaja pred drugo in ne obratno. Hkrati pa gre še za sporedni projekt, da bomo pa na desni strani zidu, kjer poslikave še ni, povabili mlajše kranjske umetnike, da na delavnici skupaj naredijo zgodbo o Kranju, kot ga vidijo oni, in da potem naredijo še oni svojo poslikavo, tako da bo na eni strani Aleksandrova zgodba, na desni strani pa zgodba kranjskih ustvarjalcev. Verjamem, da je ta zgodba toliko pozitivna, da ne bo nobenega več, ki bi šel tukaj čez pisati. Tako da dajmo tej ekipi en velik aplavz, kolikor nas je, ker so res speljali na čudovito zgodbo.